Ja, pred domačim občinstvom je zmeraj najlepše tekmovati, več jih pride, boljše vzdušje, lepše tudi na progi slišati toliko navijačev. Alja Kozorog, članica slovenske reprezentance, boš z nami delila s publiko, kaj se pripravlja za danes? Ja, danes takoj po finalu kajakašev in tik pred podelitvijo se bo naša kajakaška legenda Urša Kragel, ki se poslavlja od kajakaškega športa, spustila zadnjič čez Tacensko progo in vsi vabljeni. Bi z nami delila mogoče še zdaj kakšne spomine, kako smo z Uršo skupaj trenirali ali pa kakšne utrinke iz tekem? Ja, v bistvu jaz z Uršo najprej se nisem tako zelo dobro razumela, ker je bila v bistvu kar zelo fokusirana na svoje tekme, nisem imela niti priložnosti, v zadnjem letu pa mi je veliko dala, od nje sem se veliko naučila in zato sem ji res hvaležna in postala je moja prava prijateljica. Urša Kragel, naša vrhunska slovenska kajakašica. Urša, smo slišali, da danes se boš spustila slavnostno zadnjo furo, kako se počutiš? Če bi mi prej povedali, bi se mogoče boljš počutila, ker bi se bolj pripravljala na to priložnost, ampak bom poskušala pač odveslati, kolikor dobro se da odveslati, sem pa vesela, sigurno povabila in te lepe geste, tako da tudi meni je všeč, da se na tak način poslovim, sploh tukaj v Tacnu, ker sem tolikokrat štartala. Urša, dolgoletna kariera za tabo, bi podelila z nami mogoče par utrinkov? Joj, mislim, poleg teh kolajn in seveda uspehov se na koncu najbolj spomniš norči pa tistih res pristih prijateljstev, kar smo skupaj dali čez v bistvu, je najbolj pomembno in tisto mi najbolj pogreje srce. Super, Urša, jaz lahko rečem v imenu vseh, da smo zelo veseli, da smo te toliko časa spremljali. Srečno zdaj naprej na življenjski poti in se vidimo še vedno v kajaku, ne? Ja, hvala, ne, tudi z moje strani, včasih mi je bilo v bistvu biti v tej skupnosti kajakaški toliko časa, se pa še vidimo. Aleksander Javornik, mislim, da lahko rečemo v najboljši navijaški opravi danes. Pa me zanima, a ste prvič tukaj na kajaku, ker vidimo, da ste res zvesti navijač slovenskih športnikov. Ja, res je, prvi sem, mogoče mi je tudi narodno, da sem prvič, ampak veliko smo dali več podarka na ekipnih športih. Je pa res, da je tudi malo pripomogla, da sem danes tukaj, oziroma tudi že bil včeraj, ne? Da naši so vrhunski tekmovalci, imajo olimpijske svetovne medalje in je pošteno, da jih prijemo podpreti. Mi je pa zelo žal, ker vidim, da je zelo odličen ambient, zelo lepo, navijači so glasni in sigurno se drugo leto vrnem. Vsekakor ta publika naredi ta pravi čar in to spodbuda skozi progo, ki te v bistvu odzigne in te ponese do teh uspehov. Ja. Lepo pozdravljeni, tukaj smo z dobrodelnim društvom Hiša Sonca, pa bo vsak od zelo pomembnih članov delil nekaj z nami. Živijo, ja, jaz sem Alja, prihajam iz dobrodelnega društva Hiša Sonca. Moram reči, da sem zelo vesela, no, da lahko vsako leto sodelujemo in pomagamo pri tem dogodku. Sicer pa Hiša Sonca podpira oziroma pomaga ljudem s posebnimi potrebami. Tako da, ja. Super, Alja, najlepša hvala, pa se kar selimo k naslednjemu članu. Letos tudi ti pomagaš, kako pa je tukaj v Tacnu? Dobar je. Ja. Dobar je, kaj pa so tvoje naloge?
Da stresem hrano. Da strežeš hrano. Super. In boš prišel tudi drugo leto? Tudi. Najlepša hvala. Zdaj bomo pa tukaj še gospodu kuharju dali besedo, se bo predstavil pa nam kaj povedal. Ja, jaz sem Jože Oseli, sem član komiteja Kuharji brez meja. Obenem pa tudi že kar nekaj let oziroma 10-11 let delam z otroci s posebnimi potrebami. Pripravljamo hrano, včasih tudi delamo božične večerje. Obenem pa tudi kot član komiteja zbiramo sredstva za pomoč ali pa nesreče po svetu. Tako danes bomo pekli šmoren, otroci bodo stregli, pripravili smo tudi bograč za goste, tako da bo zanimivo. Super, najlepša hvala, res je lepo to, kar delate in vam želim vso srečo tudi naprej. Hvala tudi vam. Jure Lenarčič, tudi naš kanuist, zdaj delaš za nizozemsko reprezentanco. Kako primerjaš delo v naši reprezentanci pa v nizozemski? Dinamika je kar drugačna, ker je pač bistveno manjša ekipa. Tako da je veliko stvari še za organizirati, še mogoče bom rekel tudi za razviti kakšen aspekt. Tako da mislim, da jim lahko veliko prinesem, pa tudi slovenska ekipa mi je dala veliko, kar lahko zdaj dam tudi naprej. Ali tudi prinesem nazaj. Super, tako da v bistvu si zdaj postavljen pred nek večji izziv. Ja, je kar izzivno. Je večji izziv. Veliko stvari, tako da zdaj bistveno bolj razumem tudi našega vodja ekipe Inakija. Marščemo. A se pravi, je zanimivo biti tudi na drugi strani, ne samo tako, kot smo bili tekmovalci. Oja, tekmovalc biti je bistveno boljši. Super, Jure, najlepša hvala. Hvala.